Ja, in kritika je upravičena. Policija je pri vseh plačnih pogajanjih vedno potegnila kratko. To delo je slabo vrednoteno, čeprav je izjemno pomembno, zahtevno, težavno in tudi odgovorno. Policisti in policistke se vsak dan soočajo v situacijami, kjer morajo pokazati znanje tako psihologov kot tisti, ki obvladajo govorilne veščine, za plačo na koncu meseca, ki ne odtehta vseh teh težav. Tega problema se zavedamo, s sindikati smo se o tem že velikokrat pogovarjali in namen vodstva ministrstva je, da poskuša v tem mandatu izboljšati to stanje. Po drugi strani se pa seveda vsi, tako vodstvo ministrstva kot sindikati, zavedamo, da se je Slovenija znašla v nezavidljivem položaju, tako kot večina ostalega sveta, da nam gospodarska kriza določa drugačne okvire, kot bi si jih sicer sami pri svojem delovanju, da je zaradi zmanjšanja pritiskov na proračun potreben določen kompromis glede usklajevanja plač. Da se tega zavedajo sindikati, so dokazali, seveda s tem, da so podpisali sporazum in ta konstruktivna drža in je zagotovo lahko ponos in jo štejemo v pozitivno. Seveda pa to ne odmika tega problema bolj dalj v prihodnost, kot je to nujno potrebno. Torej, ko se bo Slovenija izkopala iz situacije, v kateri je, za kar si upamo, da bo čim prej, bomo zagotovo obnovili te pogovore in razmislili o tem, kako izboljšati stanje policistov in policist. V duhu tega vidim tudi njihovo stavko, do katere seveda imajo pravico in ki jo morajo izpeljati v jasnih zakonskih okvirih, da to ne vpliva na zakonitost njihovega dela. To je še dodatno opozorilo na to, da je to resen problem in kot rečeno, to opozorilo smo ministrstvo resno vzeli že prej in ga bomo resno jemali tudi v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica. Kolikor mi je znano, ste se s sindikatom v teh dneh nekajkrat dobili, pa me zanima, kaj ste sklenili. Mi se pogosto dobivamo. Lahko rečem, da imamo dobro sodelovanje, da odprte probleme rešujemo sproti. To, kar pa zdaj tečejo pogovori, je pa njihove pripombe in usklajevanje v zvezi z novo sistemizacijo del, ki pa je posledica racionalizacije, ki jo vodimo tako na ministrstvu kot v policiji, pa tudi ustanovitve novega nacionalnega preiskovalnega urada. Ampak predvidevam, da bodo danes odprta vprašanja usklajena in da gremo dalje soglasno. Se pravi, nima bistvene povezave s tem stavko jutri? Ne, to nima s tem stavko. Hvala lepa. Hvala lepa.